Težave. Dober dan. Kako ste prišli noter? Ja, lahko. Toliko nizek avto imam, da sem se pod trakom zapeljal. Bi lepo prosil čez to vodilo. Ko jaz vračam tole Marcino in hkrati tudi najavljam, da selitveni servis Komotar Minuta po 24 ekstremno uspešnih urah delovanja zapira svoja vrata. Mater, to bi bil posel, a? Halo Komotar, nucam selitev. Ni problema. Avto parkiran, praktično že vrnen. Mogoče se pa še kdaj srečava. Za adijo vas pa še on malo pozdrav. Zdaj pa tega hudiča menam za tega razigranca. In zdaj tisti, ki je rekel, pa kako no, pa ne moreš iz BMW-ja na eno Mazdo. Fantje pa punce, a veste, obstaja ena taka avtomobilska knjiga slavnih. Tisto, v katero so lahko vpisani samo najboljši. Taki najbolj agilni, najbolj sposobni in tisti, ki pričarajo na usta največ nasmehov, pa v srce največ veselja. V tej knjigi ni veliko avtomobilov. In guess what? V tej knjigi je brez skrbi tudi Mazda MX-5. In tudi dejstvo, da ima tale avto na moji levi kar 300 konjev manj kot avto na moji desni, v tem primeru ne pomeni skoraj nič, ker se v obeh uživa nenormalno. Zakaj pa Mazda v tej knjigi? No, to bom pa razložil zdaj. A vidiš, kako je luštna? Mejhna, elegantna, športna, taka malo za objet pa za stisniti. Ok, tako kot zmeri. 5 stvari za, 3 stvari proti. Prva stvar, ki mi je všeč, je teorija. A kakšna teorija? A veš, kaj pomeni Jinba Itai? S temi besedami v bistvu Japonci opisujejo složnost jezdeca in konja. Jinba Itai. No in to me že pripelje do prve stvari, ki mi je pri tem avtomobilu všeč. Ko sediš v kokpitu Mazda MX-5, imaš feeling, da sta ti pa avto eno. Potem, ko avto hitro peleš, imaš feeling, da plešeta. A veš, kaj hočem reči? In vsi vemo, da je ples nekaj intimnega, ker ti z avtom plešeš iz zavoja v zavoj. Na tak način se med konjem pa jezdecem ustvarja ena taka posebna povezava. In zdaj tako, ne, teorijo obvlada mrzkdo, prakso pa niti približen. In to je druga stvar, ki mi je pri tem avtomobilu ful všeč. Dejstvo, da ta avto prav v praksi naredi to, kar obljublja v teoriji. No, ampak preden začnemo, nam pa nekaj povedati o osnovah, a ne? To tukaj, to je volan. Vse volan vsi poznate, a ne? No, volani so lahko takšni ali pa drugačni, lahko so dobri, lahko so slabi. Lahko so tudi pozabljivi in to je najslabše od vsega. No, ampak ta je med najboljšimi. Tako na svetu. A zakaj je tako dober? Vsakič, ko ga v roki držim, uživam. Ravno prav velik, ravno prav debel, pa med vožnjo ti da toliko enih informacij, točno veš, kaj se dogaja pod sprednjimi kolesi. A veš, imaš dosta avtomobilov, ki se pravzaprav čisto podobno peljejo, ne? Ampak džabe vse to, če volan ni dober. To je druga stvar, ki bi jo rad pokazal, je pa prestavna ročica. Težave. Dober dan. Kako ste prišli noter? Ja, lahko. Toliko nizek avto imam, da sem se pod trakom zapeljal. Bi lepo prosil čez to vodilo. Veš, takole traket zigneš, pa greš skozi. Kva bi še le bilo, če bi bil Ferrarija? Polne hamre spodaj. No, kje sem ostal? Pri menjalniku? Vidiš to? Niti 10 cm ni visoka. Ta druga stvar, ki je pa kul, je pa to, kako se ta prestavna ročica premika. Le, kako so hodi kratki. To pomeni, da vse skupaj lahko delaš z zapestjem. Le to. Prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta. Pa še rikvrc. Pa probite svojim avtom doma takole predstavljati, če gre. Prva, druga, tretja. No in zdaj, če volanu pa menjalniku dodaš še podvozje, ki je tako v nulo štiman, pa v bistvu dobiš za popizditi hudo kombinacijo. In tako, kot sem rekel, ko se potem s tem avtom enkrat znajdeš v ovinkih in res uživaš, pa se ti cel svet 1, 2, 3 postavi na glavo. Pač ljudem ni jasno, da se tudi s poceni avtom lahko uživati v ovinkih. In to pri nizkih hitrostih, ne pri vratolomnih. Da obrnem nazaj, no. Hvala. Ta tretja stvar, ki mi je pri tem avtu všeč, je pa tole. A šteješ? Začni. Koliko je bilo to? 3 sekunde? 3, 4, zdaj. Voilà. Tako da, če to ni ene vrste svetovni rekord, pol pa tudi ne vem. Ta četrta stvar, ki mi je pri Mazdi MX-5 všeč, je pa njena kompaktnost, njena majhnost. 1, 2, 3, 4. 4 metre.
To ni nič. Clio je daljši. Je pa nekaj tudi res, ne? Jaz sem mal počen na majhne športne avtomobile. A zakaj so mi majhni bolj všeč od velikih? Zato ker majhnost, seveda ob podpori pravilnih nastavitev podvozje, da lahkotnost. In lahkotnost je tista stvar, ki jo velik avto, ne glede na to, koliko razturajo inženirji odgovorni za podvozje, nikoli ne bo mogel dati. A veš, zato vam jaz od vseh BMW-jevih M-ov najrajš M2. Ne M3, ne M4, ne M5, ne M6. Ta peta, pa niti ne ta zadnja stvar, ki mi je pri tem avtomobilu všeč, je pa to, da Mazda že od vsega začetka naprej spoštuje tradicijo. Oni so odkrili nek dober recept in ne jebejo sistema. Majhna, lahka, preprosta in dostopna. No zato mi je Mazda MX-5 všeč. Ok, plusi so mim, čas za kisle kumrce. Ta avto na navadnih cestah, kakršnekoli pač že so, je super. Ko prideš na avtocesto, pa vse skupaj rata mečkan naporno po 100 km. A veš, platno ni pločevina in to pomeni, da v kabino pride en kup motečih decibelov. Ta druga stvar, ki me pikico moti, pa to, da Mazda ne ponuja še kakšnega malj močnejšega motorja. Na voljo sta sicer dva, en 130 konji pa en 160 konji, ta jih ima 130. Oba dva motorja sta super, razmeroma mal porabta, ampak jaz bi si vseeno želel še kakšnega konja več. A sem požrešen, a ne? Sej vem. To, da je pa kufer miniaturen, se pa pač ne morem pritoževati. Ne moreš imeti vsega. Majster, spremljamo na Facebooku vsaka čas, daj malo po gasu.